koliko par plača pač vašega dela, pa koliko plača pač samih cvetlic? To zelo rada pozdravim, tako vprašanje, ker se mi zdi, da bi bilo fajn več od tega govoriti, ker marsikjer par se ne zaveda in tega niti ne ve, da pri cvetličar si ne odreže velik del pogače zase, ampak največji del gre za nabavo cvetja in zelenja, ki je nabavljen in dostavljen samo za njuno poroko. Potem nabavo raznih dodatkov, kot so trakovi, sveče, blago, ni da ni. Da ne govorimo o vseh dodatnih stroških, ki jih imajo vsi ponudniki, to so stroški poslovanja, da v bistvu lahko sploh poslujemo, so najemnine, s tem, da cvetličar mora imeti tudi hladilne prostore in pa kombije oziroma več kombijev za transport. To je največji delež. Potem je pa tisti majhen delež, ki si ga pa cvetličar dejansko zase vzame, to so pa te izkušnje, predpriprava, kreacija izdelkov, delo na terenu, pospravljanje, čiščenje. To je pa tisti manjši del. Tako da po mojem, ko to zastopijo, se zavedajo, da pač ta znesek, ki ga dobijo na koncu v ponudbi, dejansko sploh ni drag, a ne. Ja, pa odvisno od želja, seveda, ne. Se pač, če ima veliko lokacijo, recimo pač veliko poročno lokacijo za okrasiti, bo pač strošek toliko večji, a ne, se to vse s sabo potegne, pač že izbira lokacije v začetku, pa same želje tudi, a ne.